Serijo neporaženosti so vijoličasti iz prvenstva prenesli na pokal. Prihod v Lendavo je sicer napovedal tekmo po težkem terenu, ki ga je čez dan dobro namočil dež. Kljub razmočenem terenu pa so nogometaši Maribora uprizorili dopadljivo in predvsem kombinatorno predstavo, v kateri so kopičili priložnosti, in le izjemno razpoloženemu Tomažu Murku se imajo Prekmurci zahvaliti, da po prvi tekmi niso v zaostanku. Edini mariborski gol je bil čudovita koprodukcija Vita Pluta in Daliborja Volaša. Remi pa pomeni dobro izhodišče za povratek čez en teden. Vijoličasti so tako opravili prvi del trilogije Nafta, drugi del sledi v soboto. Krasno! Do konca prvega dela igre še minuta sodnikovega dodatka.
Končana je prva četrtfinalna tekma Pokalu Derbis med Nafto in Mariborom z rezultatom 1-1. Strelca zadetkov v 56. minuti Simon Pavel ter v 65. minuti 1-1 Dalibor Polaš. Uradna tekma bo 27. oktobra v Mariboru. Po prikazanem ni. Mi smo bili danes veliko boljši nasprotnik, toliko priložnosti na eni sami tekmi je velika redkost. Fanti so igrali izredno dobro, nažalost nam ni uspelo premagati njihovega vratarja več kot enkrat. Moramo pa reči, da je branil res izvrstno. Kar se tiče izhodišča za novo tekmo, je jasno zaradi rezultata, ki je neodločen, vse odprto. Tako, nimamo veliko časa do prve naslednje tekme v prvenstvu. Za nas je ta tekma zelo pomembna, popolnoma jasno, glede na to, da si želimo biti zelo visoko v prvenstvu. Pomeni, da bomo porabili veliko moči. Igrišče danes je bilo izredno težko, v soboto bo najverjetneje tudi tako. Tako da bojo fantje po tretji tekmi, potem še v sredo povratna v Ljudskem vrtu, bojo sigurno izčrpani. Ne samo zaradi dinamike tekem, katere so največkrat z Nafto, ampak tudi zaradi igrišča. Ja, kot sem pred tekmo rekel, imamo mogoče zaradi tega, ker je pač najmanj 180 minut pred nami v pokalu, imamo možnost malce taktizirati, nekoga odpočiti, tako da bo mogoče na tej tekmi v soboto prišlo do nekih menjav. Najlepša hvala. Prosim. Ja, res je. Tekma je bila zelo živahna. Igrišče nam je malo tole onemogočalo, vendar smo se znašli. In pač imeli smo veliko priložnosti. Nasprotna ekipa je imela zelo razpoloženega vratarja, na našo žalost. Vendar to bomo skušali nadoknaditi na povratni tekmi v Ljudskem vrtu. Ja, smo lahko kar zadovoljni, vendar moramo popraviti nekatere še segmente igre in pač upamo na najboljši rezultat. Ja, res je, zdaj pač igram na neko novo pozicijo, vendar treba se prilagajati ekipi, vse za dobrobit ekipo in pač s svojimi igrami sem nekako zadovoljen, vendar upamo, da bo še prišel kakšen zadetek, da bo vse še boljše. Mislim, da smo danes igrali izjemno, dobro, napadalno, imeli smo šanse, vendar imeli smo svoj dan, vendar Murko je danes bil res odličen in on je zaslužen, da ostaja 1-1. Sigurno, da je aktiven rezultat za nas, dober, vendar mi bomo šli v tekmo, kot da je 0-0 in seveda šli pred domačo publiko na zmago. Pa danes niti ni bilo odlično, vendar se moramo adaptirati, moramo se prilagoditi enostavno in mislim, da nam bo uspelo in gremo na zmago v soboto sigurno.
Lepo je, da se srečaš z bivšimi soigralci, kajti ostal sem dober prijatelj z njimi, vendar na igrišču ni prostora za emocije in enostavno sem dal vse od sebe in hvala Bogu nagradilo me z golom. Mislim, da ne vpliva, nimamo kaj skrivati, igramo dosti krat z njimi. Mislim, da ni posebne, ne moremo se nič skriti, nobene taktike posebne ni. Damo vsako tekmo vse od sebe, pokal je drugačen kot prvenstvo seveda, vendar tako je nanesel žreb. Najlepša hvala. Hvala vam.